V majhnih avtomobilih kupci večinoma izbiramo bencinske motorje, ker so vedno cenejši od dizelskih in ker se s takšnimi avtomobili ne vozimo toliko, da bi se splačalo. B-Max je majhen avtomobil, čeprav ima znotraj kar precej prostora. No in ker smo takšnega z benzinskim motorjem že imeli na testu, je tu še ta z dizlom pod pokrovom, če res ne morete brez njega. 1,6 litrski TDCi je nekoliko šibkejši od bencinskega EcoBoosta in ponuja 70 kW. Da je moči manj, se čuti, ampak ne preveč, ker ima tale motor kar precej navora in lepo potegne že iz najnižjih vrtljajev. Seveda vas ne bo pritisnilo ob sedež pri pospeševanju, je pa čisto dovolj živahen in tudi na avtocesti se boste z lahkoto vozili v miru 130 km/h, kljub temu, da je prestal le 5. Jaz sem se z njim zapeljal do Milana, se pravi na dolgo pot po avtocesti in mi je pri 130 km/h na koncu poti povprečno porabil 5,6 litra. Malo, glede na bencinarja, ampak vseeno ne pohvalno malo, ker sem se vozil res lepo. Malce k porabi verjetno vplivata še večja masa avtomobila in predvsem višina, je pa res, da je še vedno ugodna. Še pol litra dol pa bi bila super. Tale B-Max ima med opremo še vzvratno kamero, ki je nameščena dobro in se ne umaže hitro, je pa zaslon spredaj majhen, morda za tiste, ki vidite nekoliko slabše, celo premajhen. Ostalo mi je poznano že iz prejšnjega testa. Avtomobil je prijeten, za dizla pa boste odšteli približno 1300 € več kot za bencinarja. Za točno takšnega okrog 19 000 €, če ne upoštevam seveda popusta, ki ga dajo v tem trenutku.